Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach, prisrčen pozdrav v družbi Sportkluba, prisrčen pozdrav z Ljudskega vrta. Pred nami je obračun med Mariborom in Bravom, prva nedeljska tekma četrtega kroga prve lige Telemach. Strani tujih medijskih hiš samo prinese dodatno prepoznavnost slovenskemu klubskemu nogometu. Spet podaja za Štora, tole je zdaj priložnost. Štor v kazenskem prostoru in žoga mimo leve vratnice Jugovega gola. Naš Jug tudi kar pošteno razburjen zaradi te slabe reakcije njegovih branilcev. Je potem našel Iličiča. Nevarna podaja, zdaj so vrata prazna priložnost za Skuko in dovolj hiter Jako Kurlica. Ja, tule so se poigravali v obrambi gostje. Ob takšnem izzivu Skuka Iličič zdaj do žoge, Iličič za Božiča, to je morda priložnost. Božič do strela in gol! Takoj se je videlo, da bo tu Orbanič pred izjemnim izzivom. Božič krasno z desnico plasiran strel, pa tako rečemo kar minimojstrovina za vodstvo Maribora v 19. minuti. Zna biti ravno dovolj predrzen, bolj kot večina mariborskih posameznikov. Tule je zdaj padec Skuke in 11 metrovka. Ja, to je tista predrznost, o kateri sem ravno kar govoril. Skuka je pogumen in tu je, kot kaže, priigral najstrožjo kazen. Videli smo proti Differdanžu, kako zanesljiv je Josip Iličič z 11 metrov. Iličič počakal je na Orbaniča in v 23. minuti, ravno ko smo vstopili v drugo polovico prvega polčasa, lahko rečemo, Maribor popeljal do vodstva z 2-0. 11 metrovka, ki jo je priigral Skuka. Ugoden branilec Katinič, ampak v zadnji vrsti še kako Bravo pogreša Jakšiča, ki je bil v prejšnji sezoni tudi kapitan. Zdaj pa napaka, Janič ima priložnost. Janič in to so te obrambe Špeta Juga, ki jih ekipa še kako potrebuje. Nova zapravljena priložnost pa za Bravo. Zapravljena zdaj priložnost, da bi se tekmo začel zelo pogumno, takrat je imel tudi nekaj pol priložnosti. Poglejmo, če se lahko Šiškarji dokopljajo do zadetka, ki bi zakompliciral zornega kota Maribora dogajanje na zelenici. Tole je že bila priložnost, ko se je Jug izkazal za obrambo, četrti kot za Bravo in izgubljali, ampak v napadu pa definitivno niso bili nič kaj prida konkretni, nevarni. Zdaj je nov napad za Bravo, podaja v kazenski prostor, Poplatnik in Bravo se vrača. 57. minuta. Takoj se je dalo videti, da je Bravo v nevarnem napadu. Odlično je Poplatnik krenil v kazenski prostor, bil povsem sam. Tule se je razpadla obramba Maribora. Božič, Antolin ga je našel, Božič gre v preigravanje, potem podaja za Repasa, Repas, Skuka in pa je zapravil Giuliano Skuka. Ojojoj, tole pa je bila situacija, iz katere je bilo praktično težje zgrešiti kot zadeti. Sploh, če si privoščiš takšne napake, zdaj je lahko nevarno. Priložnost za Stankoviča, ki je padel, zdaj tudi Šiškarji zahtevajo najstrožjo kazen, Skuka pa čaka na podajo v prostor. Na ogled posnetka odhaja Halilović in to je zares slaba novica za Maribor, ko gre ob rob igrišča glavni sodnik. Bo zdaj sklenil Halilović. 11 metrovka za Bravo. Poglejmo, takole žoga pred gol.
Strajnar pa je ujel z nogo Jakoslava Stankoviča. Janič pred gol in potem 86. minuta. Jug ali Štor in na pravem mestu Ašben Jug. Potem še fantastična reakcija Juga, ki je zdaj dvignil na noge ne samo Jug, ne samo ko je Maribor slavil s 3-2 na Žaku, ima pa zdaj Bravo priložnost za 6. kot. Videli smo še enkrat dve odlični reakciji Juga. Najprej je prebral namero Štora, potem pa takole da za Damirja Krznarja in za vijoličaste. Torej, konec tekme v Ljudskem vrtu, odpiskal je Denis Kalilović na koncu 2-1. V drugem delu Maribor s kar zaspanim začetkom in to so znali Šiškarji izkoristiti. Damir Krznar, delovalo je, da ste imeli tekmo pod nadzorom, ne? Čeprav je Bravo zelo dobro začel, vodili ste z 2-0, ampak spet se je izkazalo ta pregovor, ki je resničen, ne? Vodstvo z 2-0 je najnevarnejše. Bravo se je vrnil in vi ste trpeli. Slažem se, točno tako. Ovaj put nismo uspjeli iskontrolirati utakmicu. Često nam se to znalo događati da jednostavno kad zabijemo gol sve to rutinirano provedemo do kraju. Danas malo panike, zaista. I ulazak u prvo poluvreme, a pogotovo ulazak u drugo poluvreme nisu bili pravi. Htjeli smo kontrolirati utakmicu, ali malo smo bili prestatični. U svojoj toj statici i u posjedu lopte jednostavno se uljuljaš, uspavaš i u onom trenutku kad ju gubiš i kad treba izreagirati. Par puta nismo dobro izreagirali, pustili Bravu da nam uđe u 2-3 tranzicije, na kraju krajeva i zabiju gol za 2-1 i nakon toga voda u ušima definitivno. Imali smo naravno i mi svojih trenutaka da odemo u 3-1 i opet da to bude mirno, ali onda vam se uključi i var i eto vam drama. Če gledava nekako 9 sprememb po začetni postavi, kaj ste videli od fantov, ki ste jim ponudili priložnost, ste zadovoljni generalno gledano ali je vseeno bilo karkoli takšnega, kar vas ni razveselilo? Mislim da generalno mogu biti zadovoljan, sigurno da ukalkuliram u nekakvu izvedu pojedinca i njegov ritam, tako da neki su zaista bez puno utakmica i ovo je bilo nekakvo uhodavanje praktički, možda malo hrabar potez, možda malo lud potez, ali bez rizika jednostavno nećemo skupiti momčad za sve ono što nas čeka. Ušli smo na rizik, on se isplatio, zahvaljujući ekipi koja je zaista izgarala na terenu, svaki je dao koliko u ovom trenutku može. Nekad lopta ne sluša, ali kažem imam kredibiliteta za to. 3 tekme, 3 zmage, zdaj pa nova evropska poslastica za navijače. Koliko je pomembno, da je Jug zaostavil tisto 11 metrovko za samozavest, tudi za nekako vzdušje u mestu pred to tekmo? Tako, izuzetno je bitno jer poslije ovog četvrtka ponovno dolazi nedjelja u koju ulaziš kao prvi na ljestvici i to je bilo najbitnije, zadržati kontinuitet. U ovom trenutku rezultat, dojam je na momente jako dobar, na momente je slab, ali bitno je da iz utakmica izlazimo sa 3 boda, sigurno da je to vjetar u leđa i jedno samopouzdanje i jedan mir za pripremiti četvrtak. Aleš Arnol, tekma na koncu 2-1, bili ste v zaostanku z 2-0, ampak tudi v prvem polčasu ne ste začeli dobro in imeli tisto tranzicijo, ki ste jo napovedovali, ki ste si jo želeli, kratki napadi, nevarni napadi, na koncu pa ste ostali praznih rok brez točke. Ja, škoda za zastreljeno 11 metrovko, tukaj bi lahko mislim, da prišli do točke v tistem trenutku tekme. Prvo polčas sicer vstop zelo dober, potem pa predvsem v bloku v drugi coni smo storili preveč napak, bili preveč neaktivni, nasprotnika visoko, pri njegovem golu napadali dobro, iz tega ustvarili priložnosti, jih mogoče malo presenetili, v sredini smo pa v bistvu bili, preveč smo prepuščali nasprotniku, da je po outliniji prehajal visoko, brez našega pritiska in posledično tudi po nekaj, bom rekel, malo mladostičnih napakah spustili nasprotnike v prednost. V drugem polčasu pa super odgovor. Bili smo potrpežljivi, kljub zaostanku, bili smo potrpežljivi in predvsem na obeh krilih izredno dobro prehajali v duele in duele zaključovali in iz teh odžetih žog sicer bili preveč nenatančni v protinapadih, ampak prišli do gola, prišli do 11 metrovke in jaz mislim, da po tistem slabšem drugem delu prvega polčasa pripeljali tekmo tja, kjer pa pač nažalost nam ni šlo. Kaj je zdaj nekako glavna naloga trenerja? Fantje so
so prišli do dvomestnega števila strelov v Ljudskem vrtu, ostali brez točke. Najverjetneje jih morate usmeriti, da je to tista prava pot, ne, in da bodo rezultati pa prišli na ostalih tekmah, da se ne sekirajo preveč zaradi tega poraza danes. Tako, ja, absolutno. Jaz sem izredno vesel, ker lih po zadnji tekmi, ko smo na hitro analizirali, smo povedali, da želimo večkrat oddati proti golu, da želimo to izkoriščati. Tudi danes smo še preveč zamujali, bili neodločni v teh situacijah. Smo pa res v Mariboru ustvarili ogromno, jaz mislim, da ustvarili zelo veliko in v tem trendu želimo nadaljevati, ampak v želji, da ustvarimo veliko, ne smemo pozabiti, kaj je osnova, kaj je red, kaj je disciplina, ker drugače bomo težko prihajali do rezultata. Samo še to vprašanje, je vseeno današnja tekma nek dokaz, da pa potrebujete še neke dodatne širine, tudi za voljo tega, koliko ste menjali oziroma ne menjali? Ja, sigurno, tega se zavedamo, tudi moram reči, mladi igralci, ki so na klopi, so zelo zanimivi igralci. Je pa res, da včasih vsaka priložnost ni pozitivna, če ni v pravem trenutku, tako da danes smo se odločili, da smo kasneje v bistvu upravljali menjave in tako kot ste rekli, pa tudi je pri nas že javno, pričakujemo do konca prestopnega roka še nekaj ukrepitev, ki nam bojo še pomagale čez sezono. Marko Božič, dobili ste priložnost od prve minute, prejeli fantastično podajo strani Josipa Iličiča in dosegli lep gol, koliko to zdaj pomeni za neko nadaljevanje sezone, da ste se pa vrnili v tirnice, ki ste ih imeli v prejšnji sezoni. Da, vrlo važno, mislim, za samopouzdanje za mene. Vrlo sam sretan što sam mogao pomoći ekipi da dođemo do tog prvog pogotka, da povedemo utakmicu i da na kraju krajeva su najvažnije ta 3 boda i to smo danas ostvarili. 2:0, rezultat, ki je zelo nevaren, Bravo je to dokazal. Imeli ste svoje priložnosti, potem tudi za 3:1, ampak zelo živčna tekma na koncu. Kako bi ocenili igro Brava, ki je bil kar konkreten, prišel do veliko strelov? Da, moram reći da su njihova tranzicija bila vrlo opasna. Imali su u prvom poluvremenu jednu vrlo opasnu šansu kad je išao njihov krilni napadač na Jugija, ali Jugi je fantastično reagirao i odbranio na kraju krajeva penal i istina je da je na kraju bilo malo frke, to jest, ali na kraju krajeva smo mi to preko vremena odnijeli našu pobjedu i dobili smo 3 boda i to je danas što je najvažnije, da smo i dalje u prvenstvu bez poraza. Matej Poplatnik, prišli ste do zadetka, imeli ste tudi priložnost, potem generalno gledano kot ekipa, da bi prišli do točke. Koliko vas veseli, da ste v Ljudskem vrtu bili pa vseeno tako potentni v napadu, ne, za res veliko število strelov, ne glede na to, da na koncu odhajate praznih rok? Ja, točno tako pač. Nažalost, v bistvu se je prvi polčas sploh izkazalo, da mi svojih priložnosti nismo izkoristili. Maribor je vsako praktično našo napako kaznoval. In v bistvu tukaj ta razlika, jaz mislim, v tej kvaliteti oziroma mi smo še dosti mladi, bom rekel, in nažalost pač mogoče, bom rekel, da se še učimo. In ne glede na vse, pač v bistvu lahko rečem, da sem zelo vesel in ponosen, da sem del te ekipe, ker ne glede na to mladost, mislim, da vsem kažemo neko zrelost, kot ste rekli, veliko priložnosti, žal neizkoriščene in moramo delati na tem, da to pač izkoristimo. Drugi polčas pa veliko bolj zrelo, bom rekel, mislim, da Mariboru nismo kaj preveč prepustili. Nažalost, nismo izkoristili na koncu 11 metrovke, ampak glave gor, petek je nova tekma, mislim, da smo pustili dober vtis in moramo se iz dobrega naučiti, iz slabega pozabiti in je to v bistvu. Samo še to, kaj napadalci obljubljate Matiji Kavčiču, glede na to, da 4 goli, 4 asistence z njegove strani, kako to, da to sodelovanje poteka tako dobro? Ja, hvala Bogu, da ima dobro levo nogo. To mi napadalci vemo, naša naloga je biti v bistvu v prostoru 16, izkoristiti vsak njegov v bistvu podajo, kako kar vidimo, ima zelo natančne in jaz upam, da bo čim več takih.